Približno 170 tisoč prebivalcev Slovenije in skupaj več kot milijarda ljudi na svetu trpi zaradi ene izmed oblik invalidnosti. Na pobudo Organizacije združenih narodov jim je od leta 1992 posvečen 3. december, Mednarodni dan invalidov in ranljivih skupin. Da še vedno niso enakovredni in enakopravno vključeni v slovensko družbo, je pokazala tudi epidemija koronavirusa. Ta je našla tako Slovenijo kot tudi druge evropske države nepripravljene. Na to sta nedavno opozorila Evropski invalidski forum in Odbor za pravice invalidov pri Združenih narodih. Smo seveda že večkrat pohvalili vlado in nekatere druge, ki so zgledno svoje, tiskovne konference in ostalo opremljene z tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Ugotavljamo pa, da še vedno izostaja informacija v lahko razumljivi oziroma lahko berljivi obliki. To je tudi praksa v nekaterih drugih zahodnih državah, imajo tudi neke smernice, da se vse stvari poenostavljajo v smislu, da so razumljene kar se da širši javnosti, pa tukaj ne govorimo zgolj morda tistim z motnjo v duševnem razvoju in nekaterim drugim, morda poškodbo glave, pa tudi morda našim staršem. Vlada tudi na nek pravilen, lahko razumljiv način pogosto za slikovnim materialom podaja neke povzetke ukrepov in drugih informacij in to je tisti način, ki je treba mu slediti. Pri nas živi 76 tisoč uporabnikov slušnega aparata, okrog 500 jih ima polžev vsadek, 1500 je gluhih. Če prištejemo še starostnike, ki jim prav tako sluh peša, dobimo veliko število ljudi, ki nestrpno pričakuje, da bodo komercialne televizije ponudile svoj program s podnapisi. Nacionalna televizija pa bo zagotovila sočasno podnaslavljanje svojega programa. K temu nas obvezuje direktiva Evropske unije o audiovizualnih medijskih storitvah. Državam članicam oziroma vsem ponudnikom audiovizualnih storitev nalaga, da do konca leta 2020 zagotovijo sprotno in progresivno večjo dostopnost za invalide. To pomeni, da je potrebno urediti več podnapisov in videoposnetkov tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne. Večzvočnih zapisov ali izgovorjenih podnapisov za slepe in slabovidne v televizijskih programih, serijah, filmih, novicah in v dokumentarnih oddajah. Varuh človekovih pravic je za osebe z okvaro sluha dosegel pomembno izjemo, da se pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medsebojno razdaljo najmanj 2 metra. Uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Izjema velja tudi za tolmače znakovnega jezika. Zaradi komunikacije, ki jim je otežena zaradi obraznih mask, ne morejo sodelovati tako v javnem življenju, kot je to treba. To izjemo smo dosegli in pozdravljamo to, da je tem ljudem omogočeno, da komunicirajo brez tega, da nosijo maske. Po načelu pozitivne diskriminacije je varuh Svetina vladi predlagal tudi izjemo pri nošnji zaščitnih mask za osebe s posebnimi potrebami. Vlada je predstavila svetovalni strokovni skupini to naše stališče, svetovalna skupina je to stališče sprejela in opozorila tudi inšpektorate, naj ne kaznujejo ljudi s posebnimi potrebami, če ne nosijo mask. Maske niso zadostna zaščita za laringektomirane. Tem so z operacijo odstranili del ali celotno grlo, navadno zaradi malignega tumorja grla. Ti bolniki dihajo skozi odprtino na vratu in jih zaščitna maska ne ščiti.
V tem primeru seveda maska sama po sebi ni dovoljšna zaščita. V tem primeru bi treba še dodatno zaščititi vstopne odprtine, s katerimi se omogoča dihanje. Epidemija je pred nove izzive postavila tudi gluhoslepe osebe, saj nujno potrebujejo spremljevalca. Komunikacija poteka z dotikom. Prav tako so uporabniki osebne asistence. V tem primeru se pravi, ko se ne da zagotoviti potrebne, neke distance, razdalje, je treba toliko bolj zagotoviti vsa potrebna zaščitna sredstva oziroma ta zaščitna sredstva stopnjevati z nekimi morda bolj zahtevnimi, morda z maskami z višjo stopnjo zaščite in podobno. V večini so točke za testiranje dostopne tudi uporabnikom invalidskih vozičkov. Izostale pa so informacije o poteku postopka odvzema brisa. Testirajo se seveda vsi invalidi, testirajo se tudi seveda v inštitucijah, testirajo se tudi osebe z motnjo duševnim razvojem, tudi vsi ostali, tako da te zadeve potekajo. Verjetno je pa večji problem ravno o informiranju zopet v dostopnosti informacij, namreč mnogi invalidi ne vejo, kako poteka testiranje. Če dam primer, mi vsi se lahko s tem seznamo na internetu prek nekih posnetkov, slepi, slabovidni, gluhoslepi se seveda s temi posnetki ne morejo. Epidemija bolezni COVID-19 je med invalidi in drugimi ranljivimi skupinami izzvala tudi veliko osebnih stisk. Saj imajo mnogi med njimi oslabljen imunski sistem in so večino tega leta izolirani od ljudi. Na tem področju smo zaznali bistveno več težav, tako na področju, nekih duševnih stisk, pa ne samo na področju duševnih stisk, invalidov samih. Te so se včasih manifestirale tudi s tem, da so se povečale in tesnobe in morda se je to manifestiralo tudi z neko agresijo in podobno. Nažalost, seveda pa tukaj obremenjena tudi okolica, zaznamo tudi bistveno več teh težav potem pri družinskih članih, pri družini, ki je pogosto zaradi tega še bolj obremenjena. Gluhim in naglušnim je 24 ur na dan na voljo klicni center na številki 031 777 600. Tudi pišejo lahko na elektronski naslov svetovanje@zveza-gns.si ali pa se obrnejo na svoje matično društvo. Sicer pa je večina invalidskih organizacij in društev v tem času povečala storitve z področja obvladovanja osamljenosti, stisk in informiranja. Vse invalidske organizacije so na tem področju bistveno povečale svoj obseg dela, bistveno so povečali, tako te SOS telefone in podobne načine, kjer se poskuša pomagati. Lahko povem, da osebna asistenca je tukaj bila ključnega pomena ravno za pomoč, podporo tistim najtežjim invalidom. Invalidske organizacije so v tem času nadgradile svoje delo, so pokazale, kako pomembne so tudi na tem področju. Pokazala se je tudi neka dobra pot sodelovanja v nekih teh, izrednih razmerah z deležniki. Lahko pohvalim sodelovanje tako, z ministrstvi, tako z NIJZ kot z nekaterimi drugimi, kjer smo skupaj nagovorili neke težave. Pohvalil bi seveda tudi državo, ki je prisluhnila in vključila invalide v področno zakonodajo za boj proti covidu, tako na področju seveda, kot rečeno, zaposlovanja, dela invalidskih podjetij, kakor tudi dela invalidskih organizacij. Osebna asistenca je nujna storitev, ki se izvaja za okrog 2000 najtežjih invalidov v državi. Trenutno se izvajalci soočajo s pomanjkanjem asistentov. V tem času se seveda pojavljajo tudi okužbe med invalidi in med tistimi, ki nam pomagajo, ki nam nudijo podporne storitve. V primeru, da zboli invalid, seveda mu treba zagotoviti vse tiste nujne storitve, ki jih potrebuje za življenje. To pomeni seveda, da je potrebno zagotoviti tiste storitve osebne asistence, ki jih za to potrebuje. V tem delu smo nagovorili postopke tudi z pristojnimi deležniki, kjer smo
oblikovali neke rešitve, kjer so se oblikovali rešitve, da naj se to seveda izvaja najprej v okviru družine, v nekem tistem manjšem krogu, da se ne bi te okužbe širili. Seveda v primeru pa, če to ni možno, je pa treba te storitve izvajati na sistem kot se pravi za sistem osebne asistence. Potrebno je zagotoviti vso potrebno dodatno opremo, tudi tukaj je potem potrebno zagotoviti te, bi rekel, posebna zaščitna sredstva. Zagotoviti je potrebno tudi potem pri organizaciji dela, da te asistenti ne krožijo, se pravi, da se zagotovi ta minimalni socialni stik. Pandemija bolezni COVID-19 je razkrila pomanjkljivosti v podpornih sistemih za invalide. Evropska unija in tudi Slovenija sta še daleč od polnega udejanjanja vključujočega družbenega razvoja. Za preseganje takih razmer in okoliščin je potrebno, da se ključni odločevalci pri načrtovanju in izvajanju ukrepov že od samega začetka posvetujejo z invalidskimi organizacijami in jih vključijo v pripravo in sprejemanje ukrepov.